Tle smo vsi, ta zadnja nedelja. To je bilo 12. februarja 43 leta. 24, 25, 26 letniki so bili fantin, pa so vsi šli. Pobenga ne bilo nazaj. Vojska je kruta. To ni kar tako govoriti, to je čutno. Mama je grozno privikala. Mama je bila z Lipce doma, tudi s kmetije, ata je bil pa tle. Pa je bilo pa 10 otrok. Sam Teresa majhno umrla. Za moj se je pa še ena rodila, mama je bila pa že takrat stara 40, čez 40 let, 42, ki se je ta zadnji otrok rodil. To niso bili hec. Otroci so drugače mogli delati, pa slama pobirati, pa vse sorte. 43 leta so bili odpoklicani in so mogli iti mobilizirani, čeprav govorijo, so šli prostovoljni. Nobeden ni šel prostovoljno nemška vojska. Pa zelo narad, ko je bil Francel star 19 let. Joški šel v kaj 14 dni, za njemu je bil 18. Vsi so v strahu spraševali, kva bo, pa kak. A ne, doma jeti, takle v megli, to ni kar tak. Tisto, so bili ljudje strahoviti, v strahu pa zbehan. Zato so Nemci začeli prav hitrovati, pa priseljevati. To je pa Francel. On je bil zelo razgledan, v gimnazijo je hodil, meščanska, ne tisto, se rekli meščanska. In iz katerega kraja, kamor je šel, je zmeraj ta prvo pisal, kakšen je kraj, kak je. Zelo obširno. Tata drug brat, ki je tak suh, rekel se, nima vem kaj pisati, pa vsak mesec kome enkrat pisa. Čist nasprotne nature. Francel, ki je šel v Francijo, ki tle sem pisal, telegrame poslal, mama pa še ena dol z Gorenje vasi, ki je bil tudi sin od nje tam, prav grem v Francijo, hiter na vlak sta šle gor. Pridejo v Lengres je bil takrat. To je od Münchna noter in turističen kraj za smučišča. Sem bila študentka gor. In je mama šla pa ona ženska tudi. Pridete zvečer ob 10:30 v Rosenheim, so pa mogli prenočiti zaradi bombardiranja. So gor bili nune in so ljudi noter tisti dom spravljali. Pa pridete zvečer ob 10 v gor, vse že temo, mama je bila že večkrat gor v Lengresu. Pa nikjer ni bilo bene luči takle gor na robu, je bil pa in gostišče. Pa gresta kar gor. In sta jih dali noter ležati. V tuhne, še nikoli nobena v tuhne ležala. Zjutraj ob 4 pa zaslišijo, so marširali vojaki. Sta vstale pa šle in sta šle v štric. Pol je pa en oficir rekel, koga je. Sta pa povedala, ona je znala kakšna beseda nemški. In je na vlaku, ko so prišli v Lengres na postajo, enega Purša kva na štimu, da jih je šel jeskat po vagonih. In jih je pripeljal in so do Münchna vozili skup z njima. Pol je bil pa na ruski front, je bil pa ujet, to je bilo pa že, pa zbolel je imel pljučnica. Pol se mu je pa pljučnica povrnila in je rekel, bi te še šli nazaj, jaz pa nič. 9. maja, zjutraj ob 4 so pa zaigrali tiste nehne fanfare, da je konc vojske. Je rekel, bi te šli, da mu je spunkal. Maja je pa umrl. In ta sosed, ki z sosednje vasi, ga je videl mrtvega, ki je prišel z tega dela, ki
se hodili nikam delati, ne vem kam. Tako da ji pa niso še vse njegove slike z Rusije, tale je bila že v Rusiji. Tiskati je bilo težko. Beden je šel z veseljem. Tale ta srednji, ki se mu je tako slabo hodil, je šel tako težko. Težko je bilo. To so bili vse na ruski front, to so bili čist janičarji postavljeni v prve vrste Slovenci. Jošk je bil pa ujet, pa so jih 44 leta naložili na en vlak, 24 Slovencev je bilo, to mi je eden prav, ki je bil zraven. Ideal, in so jih vozili not preki Sibirije, 10 dni niso odprli vagonov v tisto vročino. In so pol jih odprli, nek na velik planjav, jaz ne vem, kak je. In so pili z buč ven tista gnojenca, zgnilih buč, vsi tak žen in od 24 Slovencev so ostali tari. Vsi so umrli za krvava griža. In ta tudi med njim. Tele fantin, 24-letniki pa 25-letniki, ni bilo nič domobrancev še. To je bilo pol. Pol, da je pa šel v Majna, one dva sta šla prav malo. Pol je bil pa z enim zmenjen, da je všel, ga je pa poslišal, na štal ležal. In pol, da je šel, pa ga je slišal, da gre, pošten ga gor, pa se je not zastriha, potisnil. Pa ga ni dobil. Pol je pa še ne 3 tedne doma, pol pa sestra pelala kele na gostiče mu kripc, rudzak, tak, a ne, otroke so nermen porajtali. In je tam, kad je bil zmenjen, šel. Pol je pa šel pol 43. v jesen. Od doma v Majna, pa so ga pohorili neko jel na venki, pa ga jeden poznal, pa ga je noton Herme Perine rekel, bež. Pa se je pa v Šentjoštu znajdel. Kdo ga je gor pelil, ne vem. In nismo cel let vedeli nič zanj. Enkrat pa pride en pisem, jaz sem bila lih sama doma, in pa smo pa pogruntali, da je gor v Šentjoštu. Gor je bila pa že domobranska postojanka. Prišel je pa domov 45. leta, lih na velikonočen petek. Je prišel zna kolona tle dol. Pol bil pa tiste 3 tedne doma. Ata je rekel, vzem civilna oblika. Je rekel, mi imamo čez 14 dni nazaj. To so tak fanti bili, varilo se. Pa je ni vzel, pa zlej falen. Rekel, ti še viš nekva je vojska, ja, vojska je kruta. In je sestra pelala s konjem na trata žit, pa gre samo od Loke preke postaje na trat in na kolona. Pa so jih gnali tle, na postaja, za Ljubljana. Pa jeden prav, Pavla, a imaš kaj kruha? Je bom pa pojde. Pa je pstila kona na sred ceste, gor pa vah na trat. Pa vse skup, pa prileti, da mu mama je hitro šla gor v mesnak, pa je nepar koščkov suhega mesa še, ki smo ga imeli. Včasih si to drugač rihtel, ni bilo skrin. Je prišla gorle na pole, do ta zadnje hiše, je vlak šel. Nič več. Poj pa mama šla ne dvakrat še v Ljubljana. Pa je dobila enega žlahtnika. Je rekla, pojdi tle, a mu lahko kaj pomagaš. Je pa rekel, nisem videl, da imaš tak fis fante. Zafrknil. Je rekla, daj ga naprobat, pa mu kakšna reč daj. Na drušče pa šla, je pa spet poiskala, je pa rekel, sem mu dal 2 cigaret, sam jaz nisem
Mojih bratov ben ga videla, nikoli ben ga cigareta prižget, tudi vem, da ga pol, da ni kadil. Pol pa šle v ta Trigberc, se je pa hotel skrov. Takle. Za pol leta smo mi prav malo izvedeli, da je hotel v Kočevju. 45. od maja do konca maja. Če tako se vsaj piše. V Kočevju. Zelo težko. Mamo. Težko. Ko so bile volitve, ta prve, ki so bile tiste kroglice, veste? Ta prve volitve so bile ketene Farkonikolke. So prišli nad mamo, da mora ata zleja, da je šel, mama pa ni tla jet. Volt, v pol 10 zvečer, do 10 je bil voliš odprt, je rekla na Grim. In se je kaj zagnal iz OF. Kaj smo imeli obvezno oddaja žita. Mimogrede, ko so prišli. Nam so zelo veliko zemlje pobrali. Še danes sem jih hvaležna, ki je bila toliko energična. Naša mama je bila zelo koražna. Tu je šla v Nemčijo, pa so bombardirali pa vse sorte, ampak to je ratala ena skrita mržna, taka. Ne vem kako sklepljiva, ampak ta bel pa trdič. To je dej malo obledel, ampak pozab se pa ne nikoli. Da jim tako povedala, kaj je res. To ima človek vsak dan na površju. Jaz sem šla na šiht, še to moram povedati. Je bila ta zelo prizadet. Je rekel, doma ostem, bo dosti dela pa dosti jest. Sem šla. Sem rekla, ne, da sem zmenjena, grem. Če mi bo v 2 mesecih rekel, doma ostem pa bila kaj, tako sem bila težko not. Sam, hvala Bogu, da nisem ostala doma. Hva bilo danes. Tako da sem od 10 otrok sama. Dej imam pa tak. Tle doma sem, delati pa ne moram več tako, priti sem lahko sedaj pa. Dej se mi pa nehal. Včasih je malo težko. Vsak dan se v hiši pripeljem tle sem domov, pa še ne 2krat čez dan dol, pa zvečer grem s kolesom od doma, pa zjutraj tle sem pridem s kolesom. In če bi nabila kolesa, ne vem, koliko še hodim. Kolo razgiba človeka. Zdaj pa zjutraj na vse zgode, zvečer pozno, pa še polit, pa tudi z trgovine kaj pripeljem na kolesu. Vstajam pri 6. Saj meni se zdi, da ni potrebno, da človek tukaj leži. Se če stare meni saš. Pol pa tle doma vse naredim, pa malo pofutram kure, pa mačke, pa take stvari, ki jih ima tam na soseda en kap. Včasih nameljem za živino, pa sam pripeljem, pa kaj delam. Pa sam sebe uštimam, pa tle noter majhne, pa grem kakšna reč. Včasih tudi kam drgam grem. Tle doma v sestrični. Če pa so skoki, tiste pa gledam. To imam pa ne raje.